Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Slovenci po svetu se bomo večji del mudili na Nizozemskem med našimi rojaki. Največ Slovencev živi v okolici Amsterdama, Rotterdama, Haaga in pa na jugu v pokrajini Limburg, kjer so se začeli naseljevati na začetku 20. stoletja. Tam so bili rudniki in mnogo naših rojakov si je našlo delo v tem delu Evrope. Zato so kmalu po letu 1900 ustanovili kar 2 slovenski društvi, ki sta še danes dejavni, čeprav imajo zdaj manj članstva. V novembru smo jih obiskali in tako je nastal pogovor z eno najprepoznavnejših Slovenk na Nizozemskem, gospo Mici, kot ji naši rojaki radi pravijo. Začeli so Društvo Sveta Barbara, kjer so bili, ona je bila pokroviteljica rodarjev in večinoma je bilo za rudnik, rodarji so prišli. So ta prvo v Sloveniji v rudnikah bili, pol pa v Nemčiji in tukaj so jih zelo rad imeli, ker Slovenci so vedno bili, to so znani pridni delavci in so jih zelo upoštevali. Tudi naš ata je bil tudi eden tistih, on je že 20. leta šel iz Slovenije ven, je že tam na rudniku delal in pol v Nemčiji začel v Ruhrgebiet in pa še tukaj na Nizozemskem. Tukaj je on veliko delal, poleg tega pa tudi društva sta bila zelo, ata pa mama zelo udarjena za društve. Sta pomagala tukaj v naši vas Eigeltshofen, so se igre igrale in sta vedno ata in mama regissirala. In zmeraj je bil čas za to. Koliko Slovencev pa je bilo takrat tukaj približno? Ja, jaz mislim, da je blizu 1000, od 500 do 1000 tam točno ne vem. In bili sta 2 društvi, ne? Društvo Sveta Barbara je bila v vseh vaseh, v Eigeltshofen, to, kar sem že prej pravila, v Brunsum, v Herlajde, v Lutherade. Tam so bili rudniki in tam je bilo dosti Slovencev in da so lahko ustanovili Društvo Sveta Barbara. In je zelo lepo delala Sveta Barbara, tudi pomagala, polk so bili bolani, so tudi na pljučah zboleli nekateri in je tudi Barbara zmeraj pomagala. Tam zraven smo pa še tudi imeli duhovno pomoč. Tukaj je bil en gospod pater Teotim, se je šel v Slovenijo slovensko učiti in je znal slovensko, tako da je nas otroke, ki smo tukaj rojeni, še tudi učil pravilno slovenščino pa pesmi. On je bil zelo udarjen na slovensko pesem. To, da smo imeli in hrano dosti in tudi duševno hrano. Omenili ste vaše otroštvo, kasneje ste pa bili vi zelo aktivni v kulturnem delovanju. Kaj vse ste počeli? No ja, iz teh društev Barbara je tudi nastal pevsko društvo Zvon, ki še zdaj obstoja in tudi lepo dela. Mi smo pa začeli tamborice, moj ata je začel tukaj tamborice, on je inštrumente prinesel iz Nemčije, kjer so tam že igrali. In je ustanovil tamborico. Z 9 članom je bilo krasno, smo igrali. No, vse smo videli, danes ste tudi igrali, še vedno igrate. Ne še tu krasno, ampak poskušamo držati malo. Morebiti bomo še kdaj dobili kako mladino, ker instrumente še imamo. Kaj je treba? Potem pa je bila zelo aktivna folklora, se pravi plesali ste. Slovenska folklorna skupina smo imenovali Nizozemska. Smo tudi večkrat že bili v Sloveniji na turneji in smo tudi na zelo dober nivo bili. Ampak zdaj mladina ima preveč drugih opravkov. Kompjuter je veliko zavzel, računalnik, in sploh jih ne dobimo več, ko bi imeli vaje. Vi ste tudi pomagali pri izdelavi noš, kostimov. Ja, jaz sem začela. Igrali smo v gorenjskih nošah, zmeraj smo nastopali, saj sva z možem tudi še plecala.
In pol so pa rekli, ja, malo dolgočasen bomo mogli kaj drugega. In so se začeli na srbsko. Ja, če imaš srbske plese, moraš tudi imeti nošo. Pa sva se z možem podala na pot, sva 7000 kilometrov po Sloveniji vozila, da sva nabavila, kar nisem mogla sama delati. Bele obleke in tako, to sem pa jaz sama risala in urezala sem dobila kroje in šivala. Pomagali so mi ženske, jaz sem vzorce delala, kega tudi po noč, ker je bilo veliko dela s tem. Smo uspeli in smo šli tukaj na Nizozemskem na tekmovanje za inozemske skupine in smo tudi mi 3-krat prvo nagrado dobili, tako da je pokal naši postal. Se pravi, to je bilo zadovoljstvo, potem pa ste imeli veliko prireditev ali celo 2 ob 50-letnici društva. Kako je bilo tam? Ja, tudi zelo lepo. Enkrat so celo meni 40-letnico smo lepo praznovali in to je bilo glih v tistem času, ki je bila vojska v Sloveniji. In smo se zelo začeli brigati s humanitarnim delom, da smo Sloveniji pomagali, ker je bilo toliko beguncev tam v začetku. In smo spravljali skupaj. Ja, z možem sva se peljala kje s tovornakom, tako da smo v pravem mestu oddala. Enkrat smo tudi v Maribor prišli, smo tam tudi oddali cel tovornak. Pomoč za begunce. Ja, to smo dolgo delali. In potem smo pa na vse zadnje smo pa začeli na manjše, nismo več tovornake imeli. In smo vozili v Zagorje na Karitas. In tam so prišli še kot, tam je en poplav bil, v Halozah je bil en poplav, smo tudi enkrat cel voz kje peljali. Ja, tako da smo zmerom sodelovali s Slovenijo. Za vaše humanitarno in pa kulturno delo vam je nizozemska kraljica podelila tudi visoko odlikovanje. Kako je bilo s tem? To je bilo tudi krasno presenečenje. Sploh nič nisem vedela, pa smo bili jaz tudi v Narodni nož in bomo praznovali tako priložnost dali za čestitanje. In so hodili drugo društvo iz Nemčije, iz Belgije so prišli čestitati. In tam sva, in Slavko Strman tudi, sva dobila ta priznanje od župana, od občine Kerkrade. Je prišel nam pripeti te priznanja od kraljice. To je bila velika čast. In danes, gospa Mici, povejte nam, kako se še danes ukvarjate s tem, kar ste nekoč počeli. Videli smo, da igrate še tamburice. Imate še srečanja s Slovenci na kakšen drug način? Ja, na primer v soboto bo spet en pevsko društvo prišel iz Velenja. In bojo tukaj čez blizu, v Schönfeld, bojo mašo pel in zvečer bojo pa prepevali. Pevsko društvo iz Velenja in pevsko društvo Zvon. Holandski Slovenci, moram reči, ja. Prejle smo slišali, ko so bili tukaj vaši prijatelji, da se starejši ljudje, tako Slovenci kot tudi nekateri partnerji, ki imajo Slovenko za ženo ali pa obratno, učijo zdaj na stara leta slovenščine. Je tako? Ja, je tako. Lepo to. In to je ta gospa Metka Bon. Ona je prišla, ko si je poročila, je prišel na Nizozemsko. In si je učila nizozemski jezik. In zdaj pa ona poročuje naše ljudi. In koliko je takšnih, blizu 10 smo slišali ta podatek? Ja, mislim tako nekaj. Jaz nisem hodila kje. Vi tako dobro govorite slovensko? Ne, dobro, ne bom rekla, ampak moji starši so bili zavedni Slovenci. Oba sta bila zelo zavedna. In v hiši smo samo slovensko smeli govoriti. Sem imela sestro, bila 3 leta stari od mene in smo bile važne, ko smo znali nizozemsko, ati pa mama ne. Ker če je prišel kdo v hišo, si je nemško govorilo. In smo hoteli, tega je bil ogenj pod streho. Sta bila stroga. Pa hvala Bogu, da sta bila, ne? Če ne bi znala zdaj.
Kakšen pa je vaš stik z revirji? Vi ste doma iz Zagorja, rekli ste že, da v Slovenijo kar dosti prihajate. Jaz sem bila prvič v Sloveniji na poročno potovanje z možem. In to je bilo? Pa to je bilo 57. leta. Kaj pa zdaj, v zadnjem času? Ja, saj sva bila večkrat, po 5-krat na en let v Sloveniji. Letos sva tudi bila samo enkrat. Mojemu možu to ni všeč, on bi rad večkrat šel. On je na pol Slovenc. O vas je eden izmed tukajšnjih režiserjev iz Bosne in Hercegovine posnel tudi film, ki ga bodo lahko nizozemski gledalci videli v prihodnjem mesecu ali pa konec tega meseca. Kako je prišlo do snemanja tega filma in kako je nastal? Zakaj ste se za to odločili? Kako je prišlo do tega? Ja, ta Milena Mulder, ona je tale kontakt naredila, napravila, ona je njega poznala. In ja, on je hodil sam in je prosil, bomo tudi film naredili in tako naprej je šlo čist tako kot danes. To je bil utrip iz Limburga, zdaj pa še beseda o slovenskih izseljencih v Združenih državah Amerike. Tam živi po nekaterih podatkih več kot 300 000 Slovencev in njihovih potomcev. Tudi v državo Ohio so najprej odšli s trebuhom za kruhom naši rudarji. Največ se jih je naselilo v Clevelandu, ki je veljal nekoč kar za drugo največje slovensko mesto. Pri njih in še kje je bila na obisku ministrica za Slovence po svetu in v zamejstvu Ljudmila Novak. Moj obisk v Ameriki je bil zelo pester, program zelo bogat in obširen. Najprej sem obiskala rojake v Clevelandu. Tam imamo tudi polka muzej, polka festival in celo polka mašo. Ta festival oziroma ta dogodek prirejajo Slovenci, ki so potomci tretje generacije, že torej naših izseljencev, ki so šli v Ameriko okrog leta 1900, tako da nekateri ne znajo niti več slovensko, druži jih pa polka. In polka je v Ameriki zelo priljubljena, tako da je priljubljena tudi frajtonerica, harmonika, skratka ti ansambli in njihovi nastopi na Polka Festu so zelo zanimivi, zbere se veliko število ljudi, podelijo jim razna priznanja. Zanimiva je tudi polka maša, pri kateri igra prav tako narodno-zabavni ansambl, melodije, torej polke, valčke, vendar besedila pa so seveda ustrezna cerkvenemu obredu. No, obiskala sem seveda tudi dve župniji slovenski, župnijo Svetega Vida in Marije Vnebovzete, potem šole, ki se v obeh župnijah nahajata, slovenske šole. Peljali so me tudi na pristavo, torej to je veliko posestvo, ki jo ima slovenska skupnost v Clevelandu. Tam imajo slovenski dom, tudi kopališča, potem počitniške hišice. Tam se veliko srečujejo, imajo različne prireditve. Počitnice pa preživljajo družine, kar je zelo pomembno, tako da se tudi otroci med seboj spoznajo, igrajo, kasneje tudi poročajo in na ta način ohranjajo slovenstvo. Gospa ministrica, tako je bilo torej v Clevelandu. Kakšna pa je bila potem še vaša pot po Združenih državah Amerike? No, od tukaj sem šla tudi v mesto Akron, ki je nekaj kilometrov stran. To je pomembno raziskovalno industrijsko mesto. Tam smo odprli pisarno Polimat, torej center odličnosti, kjer so slovenska podjetja nekako navezala sodelovanje z ameriškimi podjetji. To je izredno bil pomemben dogodek za večje medsebojno sodelovanje na področju polimerov. Potem sem obiskala tudi našo skupnost v Pittsburghu, tako. Tam imamo skupnost, ki pa je nekoliko starejša, če rečem, oziroma je tudi že tretja generacija, ima prav tako neke vrste pristavo in pa bogat muzej, v katerem mislim, da je bilo več frajtonaric in harmonik morda kot v Sloveniji.
Za te skupnosti so značilne tudi neke vrste zavarovalnice, ki so jih ustanovili takoj po prihodu, da so pomagali na nek način tistim, ki so zboleli, ali družinam, ko je pač oče ali mož umrl ali se ponesrečil, in te zavarovalnice delujejo še danes. Potem sem nadaljevala pot v Chicago, kjer so prav tako Slovenci, in pa v bližnjem Lemontu, kjer imajo slovenski dom, slovenska župnija je tudi, 4 frančiškani so tam prisotni. Tudi cerkev seveda opravlja pomembno povezovalno vlogo, ker se Slovenci tam srečujejo. Zanimiv je bil obisk v Jolietu, kjer je prav tako slovenska cerkev. Tam je nekoč bilo tudi veliko Slovencev, žal je sedaj slovenska maša samo enkrat mesečno, sicer pa izredno lepa cerkev, in pa tudi muzej, ki ga ima ženska zveza z bogatim arhivom in spet z muzejskim gradivom. Hvala lepa za ta pogovor in veliko uspešnih delovnih obiskov med našimi zamejci in pa rojaki po svetu tudi v letu 2013. Hvala lepa tudi vam. S Clevelandom pa je bil povezan tudi Anton Stipanič, ki je pred nedavnim v prostorih Slovenske izseljenske matice predstavil svojo knjigo z naslovom Od pastirja do direktorja. Gre za pestro in zanimivo avtobiografsko knjigo, kjer pripoveduje o svojem delu in življenju. Med drugim je bil konzul v Združenih državah Amerike in celo generalni direktor nekoč največjega slovenskega podjetja Iskra. Izseljenstvu je namenil celo poglavje, v katerem opisuje pestro konzularno delo, sodelovanje s Slovensko izseljensko matico in srečanja s Slovenci v Združenih državah Amerike. To je v bistvu moj življenjepis, avtobiografija. Imel sem tako pestro življenje in sem hotel najprej napraviti zapis samo za moje potomce. Potem so pa nekateri, ki so videli ta zapis, omenili, da bi bilo dobro, da objavim malo širše. V življenju sem bil marsikaj. Tako kot piše v naslovu knjige, bil sem pastirček v Beli krajini, po rojstvu malo. Potem sem bil partizan po sili razmer, Italijani so nam požgali domačijo, sem jim ušel. Potem sem bil v službi v milici, v notranjih zadevah. Zraven sem se pa šolal. Najprej sem večerno gimnazijo pravil, potem pa še pravno fakulteto v Ljubljani. In potem me je pot vodila do šefa kabineta predsednika takratne slovenske vlade, Viktorja Avbla, pa potem do konzula v Pittsburghu v Združenih državah Amerike in končno do direktorja v Iskri. No, ustavila bi se pri tem vašem delovanju konzula v Združenih državah Amerike. Namreč govorimo zato, ker je to naša oddaja Slovenci po svetu. Pa me zanima, kako se spominjate tistih dogodkov, kako je bilo takrat slovenstvom v Clevelandu, v Pittsburghu. Kaj bi lahko rekli o življu Slovencev takrat, ko ste vi bili v Združenih državah Amerike? Slovenski živelj je tam ohranil v večji skupnosti, kot je Cleveland, tudi v okolici Pittsburgha, še nekaj jezika, svoj radijski program. In društva so zelo aktivno delovala na kulturnem področju. Odprle so se dobre zveze z starim krajem, kot pravijo oni, dobivali so razne plošče za radijske programe svoje in začeli so se tudi prvi množični obiski Slovenije, tako da je ta skupnost nekako zaživela tudi za starim krajem. Rekel bi, da je Cleveland bil seveda tako kot vedno središče slovenstva tam in kot konzul iz Pittsburgha smo pokrivali tudi državo Ohio, tako da sem bil v Clevelandu vsaki 14 dni naenkrat na vseh koncertih, ki so jih predajala razna pevski zbori, društva in podobnih stvari, pikniki. Tako da vsak vikend smo bili vsaj na enem, če ne na 2 piknikih.
Ko smo mi bili v Clevelandu, pa je bilo tega združevanja precej manj. Tudi nekatere župnije so se ukinile, ljudje so se malce razselili, pa tudi mlajše generacije ne govorijo več slovensko. Ste tudi vi doživljali ta problem? Da. Slovenska beseda se izgublja že v drugi generaciji, zlasti, če oba starša nista slovenskega rodu. Potem se hitro prevzame ameriški način življenja, angleščina postane edini jezik in samo sem tja se kdo spomni kakšne besede, kot je dober dan ali kaj podobnega. Nekateri poskušajo to zadržati, vendar gre asimilacija neusmiljeno svojo pot. V tretji generaciji se jezik približno izgubi. V zadnjih nekaj letih se vse več mladih Slovencev in Slovenk odloča za delo ali pa za študij v tujini. Odhajajo tako prek oceana, največ v Avstralijo in Združene države Amerike, študirajo pa tudi v državah Evropske unije. Tokrat vam bomo predstavili sicer znano Slovenko Majo Kevc, ki je odšla za 4 leta študirati glasbo v Rotterdam na Nizozemskem. V Rotterdamu je v bistvu privabil študij glasbe, ki sem ga načrtovala že po končani maturi. Želela sem si študirati petje, se izuriti kot glasbenica, tudi na drugih področjih in šola Code Arts, na kateri sem danes v bistvu sva, tako, ponuja ogromno različnih programov, od pisanja pesmi, produciranja, home recording, tehnike petja, skratka vse, kar vam lahko pade na pamet, kar se tiče glasbe. Slišali smo tudi, da ste sprva nameravali študirati v Londonu. Kaj je bilo s tem? Ja, moja prvotna želja je bila študirati v Londonu, ampak se nažalost ni tako srečno izteklo. Ko sem izpolnjevala prijavnico, elektronsko prijavnico, se je v bistvu zalomilo ko sem morala v bistvu obkrožiti, kateri inštrument oziroma kaj je tisto, kar si želim študirati, sem se zmotila in sem obkrožila trobento. No in potem so mi seveda poslali mail oziroma pač sporočilo, če sem prepričana, da je to res to, kar si želim študirati, zaradi tega, ker smo morali seveda tudi napisati, ne vem, kako se temu po slovensko reče, personal statement. Se pravi, kot v bistvu neko osebno sporočilo, zakaj si izbral to univerzo in pač zakaj si želiš seveda študirati petje. No in ker se to ni ujemalo, so mi potem poslali mail, da če sem seveda prepričana, da je trobenta res to, kar si želim. In sem bila malo presenečena nad tem, tako da sem potem, nažalost, se je že iztekel rok prijave. Tako, rok prijave. In potem je London splaval po vodi. Slišala sem potem tudi kasneje, da se je podražila tudi šolnina za 3-krat. In vam ni žal, da ste zdaj tukaj? Ne, verjetno je bil nek razlog, da sem prišla sem in sem tudi zelo vesela. To vam ni treba igrati kakšnega instrumenta? Moram. In to? To je pa klavir, ampak to je pa po lastni izbiri, seveda si lahko izbereš en inštrument in klavir se mi zdi, da mi najbolj pride prav tudi pri pisanju komadov in pesmi, tako da sem izbrala klavir zaradi tega. Kaj pa sam študij tukaj, profesori so kakovostni, kaj pravite o tem? Sicer ste komaj 2 meseca tukaj, pa vseeno? Ja, jaz, ko sem izbirala univerzo, sem skušala pač izbrati eno izmed najboljših, oziroma vsej eno izmed najboljših programov. Priznanih takšnih? Tako, priznanih, ja. Poznala sem tudi nekaj glasbenikov, ki živijo v Sloveniji, ki je že doštudiralo tukaj in sem pač lahko so delili z mano svoja pretekla leta. Tako da ja, jaz že, ko sem delala audicijo tukaj, sem imela en zelo tak pozitiven občutek. Učitelji so zelo kakovostni, tudi všeč mi je predvsem to, da iz nas skušajo izvleči nek svoj jaz, da ti v bistvu delaš sam na sebi, na svojem izrazu. In da te ne skušajo spremeniti v nekaj, kar si oni želijo v bistvu
oni mislijo, Se pravi, da je pustijo zate ti najbolje. peti tako, kot ti čutiš iz srca, iz duše? Seveda, ja, seveda. Oni želijo iz tebe izvleči najboljše, seveda se pa moraš preizkusiti tudi v različnih žanrih, različnih načinih petja, kar je pa pač ti da v bistvu samo neko širino. Omenili ste audicijo, ali to pomeni tudi sprejemni izpit neke vrste? Tako, ja, oni izberejo izmed 200, 300 oziroma koliko jih je pač prijavljenih, 5 študentov oziroma 5 pevcev in da prideš na to fakulteto, moraš opraviti izpit, najprej iz teorije, potem pa praktični del, kjer moraš zapeti 3 pesmi, ki si jih izbereš po lastni izbiri. Na to pa ti oni postavijo še par nalog, ki jih moraš opraviti. Se pravi, malo improvizacije, opraviš tudi kratek intervju. Tako da, ja. In to vam ni povzročalo težav? Je šlo vse kot po maslu? Ali ne? Ja, v bistvu s praktičnim delom sem bila kar zelo zadovoljna. Kar se pa tiče teoretičnega, sem se pa morala neke stvari tudi naučiti, da sem se lahko sploh pripravila na ta podvig. Tam je mogoče malo zaškripalo, ampak je bilo zadostno. Moje znanje je bilo takrat že dovolj zadostno, da so vas sprejeli. Tako. Lepa za tale pomenek in zdaj je priložnost, da naši gledalci slišijo tudi kakšno vašo pesem. Kaj bi svetovali, da zavrtimo? Pred kratkim sem izdala nov spot, tako da uživajte v pesmi z naslovom You're a Tree and I'm a Balloon. Just when I had you off my head, your voice comes crashing through my empty bed. Every tear that I have cried only washed my fear inside. And when I need to feel my pain, I try to go through things, but it's me to blame. 'Cause I wanted to believe that I found what I don't need. Now I see. I know, you know, that I don't really like you, but I don't wanna be just someone else. 'Cause you're a tree and I'm a balloon. I know, you know, that I don't really like you, but I don't wanna be just someone else. 'Cause you're a tree and I'm a balloon. Too many shadows in my life, and now I won't take my heart's advice. We are so different, but I deny. Had this picture of you so bright, but so blind. I know, you know, that you don't really like me. There's nothing